Kot dizajner praktično nisi nikoli zadovoljen, ne? Nisi nikoli fertik, ne? Ta je malo prevelik, da bi na dvorišče pasel, ne. A veš, kam gremo? Najprej v Zagreb, pol pa v Nemčijo. A veš, zakaj v Nemčijo? Mercedes je vprašal, če bi hotel peljati ta novega GLC-ja. Ta novega, prenovljenega. Ja, kva mi že sem rekel? A? Gremo. Presenetljivo avtomobilski je tale kombi. A dnevnik si že kaj bral? Nisi, ne? Na atmosferci.com. O, lepa. Kdo so še za AMG-ji Vosne? Midva so zbrala GLC 300 Firmatic. Hey Mercedes. Was kann ich für Sie tun? Suchen Sie bitte Atmosferci. Mi je zdaj razumela. Nema ništa. Nismo še do Nemčije prišli. Volan. Elektrika. Kaj pa zdaj tu naredil elektrika? A si v Mercedesu kaj drugega pričakoval? Ja, nima vsak Mercedes volana na elektriko. 6,3 do 100, pa končno 240, ker bojo mogoče 100 dosegla, ne? Je to šikana ali hodnik? Der Ausfahrt rechts abfahren, auf die B43 in Richtung Frankfurt-Schwanheim und danach links fahren. Jetzt links fahren auf die... Hey, hello, auf Wiedersehen, goodbye. Jure, če so se že hecala iz glasovnega upravljanja, ne? Daj povej, kaj je novega v tem avtu. Je to nov digitalni umestnik MBUX, daleč od tega, da bi bil sam voice control. Okrog tega sistema Mercedes gradi vso svojo umetno inteligenco, v povezavi s pametno uro, s telefonom, bo tudi avto prepoznal, kakšno imaš ti bitje srca, kako se počutiš, kakšno glasbo ti bo nastavil, ko ti bo klimatizacijo nastavil. Pa naslednja velika stvar, ki se bo zgodila, komunikacija z okoljem. Komunikacija z okoljem, komunikacija med avtomobili, od prometnih informacij do vremena, kje je poledica, kje je nesreča, kje je zastoj, kje pričakuje zastoj, network se plete. Iz vsake armature ven v drug avto, pa naokrog. To je to. Viš, jaz nikoli ne bi znal to tako lepo povedati. Und danach links fahren. Prav, da so pri bučki srno povozili. Pa sem rekel, opaj, ti znaš profesore. 2 pola imaš, ne, pri GLC-ju. Klasični, ki so vsi na 4 valje. A ja, ti v motorih govoriš? Ja, pa zgornja meja 500 Nm, pa rečejo krat 2 je pa AMG, imaš pa 8-valjnik biturbo, ne. Z novim EcoBoost sistemom, ne, pa 48-voltno električno napeljavo. Blagi hibrid, dodatnih 12,5 kW, pa pomeni, vsaj trdijo tako, da da tisto občutek, da bi 6-valjnik vozil. Ja. Tuk naj bi hibrid pomagal. A ja, eko, top of the top misliš, high-tech. Ja. Ja, to pa seveda priključni hibrid v kombinaciji z gorivnimi celicami. Koliko je dosega, da bi na 400? Dobri 400 km, pa mislim, da cirka 1,5 kg H2 vodika stisneš pod 700 barov v rezervoarju. In iz tega vodika nastane elektrika. No, končno, zdaj pa še malo normalnih cest. Dajmo pogledati malo sprednji del tega avtomobila. Ta GLC je, bom pa tudi malo več povedal, seveda prenovljen. Ta prva stvar, ki jo boš opazil, ledica zdaj teče malo drugače. Ti pa povej, a ti je všeč? Pa niso samo ledice nove, ne? Redizajnirani, preoblikovani so odbijači, maska je malo drugačna. Pravzaprav je, ko začneš iti v detajle, vidiš, da je kar dosti sprememb. Pa glede umetne inteligence, za to veliko zvezdo noter je radar. Pa če ga čisto od blizu pogledaš, so črte čez, zato ker je ogrevan. Čak, kje so te črte? A ja, pa res, zdaj jih vidim. Pod njim je pa še kamera. No, pa mislim, da je logično, če so ga spredi spremenili, da so te spremembe prišle tudi do zadka. Luči so tiste, ki jih boš opazil najprej, to se pravi vsebina sama po sebi je drugače oblikovana. Tudi pri odbijaču je nekaj sprememb. Pač klasika, ko se prenovi avtomobilski model. A veš, iščemo malo lokacije za slikati, pa zdaj, če so nabasala že na en tak res idiličen gozdiček, je fajn, da avto malo dvigneš, da ga prilagodiš, ne sicer voznim razmeram, ampak za fotko pa že boš zgleda, ne, če ga slikaš v gozdu, da je malo višji, če se že pele na luftu. Vem, kaj ste rekli, Gregorčič zraven mora iti avto v hostel, pa sploh ni res. V hostel sva zato prišla, ker ima GLC najboljš, saj Mercedes tako, terenske sposobnosti med svojimi konkurenti. To pomeni, na zračnem vzmetenju ga lahko dvignete 24,5 cm tal. To je pa že kar nekaj, ne? Stari, tole pa tudi lepo videti.
pit stop mi je že kar všeč. Veš zakaj? Ker smo prišli na off-road progo. Če ti pokažem, kako izgleda. Vidiš, Mercedes se je zelo potrudil, da nam vse skupaj predstavil na čim bolj grafičen način, da si bomo lažje predstavljali ne samo, kjer smer gremo, predvsem pa kaj nas kje čaka. Vidiš? Koliko bogata je pa tale off-road proga, vidiš, kaj piše? Start, finish, pa imamo pa tunnel, sand climb, ascent, forest climb, axis crossing, big holes, tree trunks, pa downhill. A piše downhill. Ja, piše downhill. Pa še kupenih stvari. Najprej nekaj pojemo, pa se gremo pa spet pelat. Pa ne samo to, Mercedes je pripravil en tak vrhunski paviljon, kjer si lahko užival v praksi, ugledaš recimo, kakšna je razlika pri vzmeteh, če imaš ti avto z zračnim vzmetenjem ali pa z običajnim, ki je sicer neskončno prilagodljiv, temu reče Mercedes stufenlos verstellbare Dämpfung. Pa da poenostavim, takole izgleda na en način običajna izvedenka vzmetenja, ki ga najdeš v GLC-ju. Takole izgleda pa, vidiš kaj piše, Intelligent Air Suspension System. Tako ti bo jasno, da je zadeva že v osnovi tehnično dosti bolj zakomplicirana. Pa mene dostikrat ljudje vprašajo, že par kupcev GLC-ja se mi je oglasil, pa so rekli, ok, kaj priporočaš, kaj ne. Pa poudarjam, to je moje mnenje. Če ti kupuješ GLC-ja, AMG paket, velike feltne, super odbijači, športni sedeži, vse to je odlično. Ampak jaz bi pred kakršnimi koli drugimi dodatki priporočil najprej zračno vzmetenje, ker razlika na cesti je velika. Udobje je poudarjeno, konec koncev je dodatno poudarjena tudi športnost. Ti greš za volan, pet. Bom, ja. With a facelift we do have two different off-road programs. Okay. We have off-road. This is for soft soil, especially in the sand. When you do have some braking, the car will move down and will be fixed. So an off-road plus is the opposite. You are going up a hill, you climb the hill. You don't want to have spinning wheels. It's like an active differential, but only with brake assist. We are using the information coming from the air suspension. We know in which direction the wheel is moving, and we are blocking the wheel earlier than before. And you don't have any spinning wheels this new time with the new facelift, you will see. A veš, Mercedes da pri svojih SUV-jih še posebej pri GLC-ju zelo veliko tudi na off-road sposobnosti. Ja, ne gre za ekstremen off-road, ampak v okviru SUV-jev je pa ta avto kar fejst zmogljiv. Pa za tiste, ki vas zanima tudi malo bolj tehnika, kako je razporejen navor. 45% ga gre na sprednjo os, 55% na zadnjo, diferenciala sta odprta, vse skupaj uravnava pa elektronka. Bravo, stari. To pa ni več hec. Sploh na serijskih gumah. Zdaj ga pa dol nekako sprav, no? Čak, ti se z avtom pripeljal. Koliko pa imaš za sam? 200 km. Pa je to zate dobrodošel brejk od dela, da priješ na tako predstavitev? Ja, jaz grem, če se le da, na vsako prezentacijo, maksimalno za recimo 2 dni. Drugače pa je cool, zato ker to praktično vidiš 2,5 leti po design freezu, praktično avto nezakamufliran, praktično prvič zunaj. Seveda pri faceliftu ne, ampak da smo imeli pred kratkim CLA v Münchnu, ne, in tam si ga praktično videl prvič na cesti. Veš kaj, ne? Tako, mi pridemo gledati nov avto pa prihodnost, ti pa prideš na enako lokacijo pa gledaš preteklost. Ja. Ok, ti narediš design freeze 2,5 leti pred tem launchom, ki mi avto peljemo. Ja. A te vmes, ko sta ti 2 leti minevata, te kdaj zagrab, shit, lahko bi še nekaj naredili, pa smo, ali si toliko novih projektih, da ti je vseeno gremo naprej? Kot dizajner praktično nisi nikoli zadovoljen, nisi nikoli fertik, ne? Jaz imam terminirano vsak projekt, recimo za naslednja leta do 2025, točno na vsak mesec vem, kdaj je treba določene stvari oddati, ne? Do 2025? Ja, do 2025. Ultimativni test je to, ne? Ali avto dobro izgleda, napram, recimo v primerjavi z konkurenco, ki je bila istočasno, recimo 3 leta nazaj nekje v Münchnu ali pa v, kaj pa vem, ki je v Ingolstadtu dizajniran. Razlika je že, če avto vidiš na avtomobilskem salonu ali pa zunaj, ne? Svetloba, druge avtomobilski salon je fake, recimo. Avtomobilski salon je, avtomobil kot tak je treba vedno videti v premikanju, kako se v gibanju, ne? Ker vidi ta, kaj pa vem, se drevesa, vidijo odsevi v avtomobilu. Kako pa ti lahko predvidevaš ene stvari, ko dizajniraš avtomobil?
ker takrat pa ga ne vidiš v premikanju. Kako upoštevaš te stvari? No ja, to so najprej izkušnje, ne. Z Robertom je lušt poklepetati, ampak veš kaj pa AMG na vrstne. Ajde, stari, zalaufi. Prej se nekaj ni počutil, pa mu daš pa AMG ključe v roke, pa kar nekaj, jaz sem v redu. Ker hoče, da ga moziš. Zelo preprost, GLC 63 AMG V8 biturbo, 4 sekunde do 100, v osnovi 476 konjev, kaj smo to reči? Ta je 3,8 sekunde do 100. Opa, pardon, pa 510 konjev. Pa ne 250, ampak 270. A lahko jaz povem pa ta najboljši podatek. Ta motor pri polni obremenitvi vsako minuto skozi hladilni sistem prečrpa za 2 banje vode. Spet odvisen, kakšno banjo imaš. Vsako minuto bi se mi dva kopala vsako svoje banji. Ja, res. Koliko časa doma ti filaš banjo? No, to mi povej. Pa voda kar dobro z one pipe teče, ne? To je noro. Vzhičeno smo pravi, če sem zdaj klese predobi. Jaz sem čisto narobe šla. Stari, kva gre. Morija! Basel, Heidelberg! Veš, kaj ta motor meni deluje? Kaj da bi 8 največjih barab iz poboljševalnice vzeli, pa jih v bate sestavili. Jure dosto že pojela, za konc pa až malo pokazal, kaj zna. A ni tako malo za dušo, celo pred glavobolu je dober. Ja, gremo mi da malo dam, vsak po svoje, ja? Ja. Top 3 stvari, ki jih mora človek vedeti v GLC-ju. Top 3. Terenske zmogljivosti, vozne lastnosti pa asistenčni sistem. Kar dober zaključek vloga. Se vidimo jutri. Ajde. Boš pozabil. Ne boš ti. Ne, jutri se dobimo. A je to? Ja, ne. Ajde. Lega žerjav. Tole pa nekaj zate, a Jure? Ja. Se AMG dobro potegne, sem dvigne pa ne tukaj žerjav.